Med osrednjim delom priprav z bazo v Moravskih Toplicah smo na igrišču nekdanjega prekmurskega prvoligaša v Beltincih pospremili naslednjo pripravljalno preizkušnjo vijoličaste čete, tretjo po vrsti. Arsenal iz Kijeva je bil najzahtevnejši nasprotnik doslej. V minuli sezoni je vse močnejše ukrajinsko prvoligaško tekmovanje končal na 8. mestu. Toda njihov vratar je moral biti povsem zbran že od začetka tekme. S prvo grožnjo se je soočil v 3. minuti. Ob poskusu Cvjanovića z 18 metrov je vratar Borovik odbil kot. V 7. minuti ni veliko manjkalo do uresničitve cilja Argusu, ko je po predložku Mertlja z glavo usmeril žogo čez prečko. Ante Čačić je tokrat prvič uvrstil v moštvo tudi vse udeležence reprezentančnih akcij, posegel po določenih taktičnih spremembah v igralnem sistemu, ki jih je ekipa dobro sprejela in tekma je minila v znamenju prevlade slovenskega prvaka. Ukrajinski tekmeci so tako do odmora prišli do konkretnejšega zaključnega udarca le enkrat, ko je Aržanov nameril ob levi vratnici. Ob začetku drugega polčasa je začelo deževati, na igrišču pa sprva 7 sprememb v mariborskem moštvu in ob vstopu v igro prvi do priložnosti Mezga. Tudi v močnem nalivu je bila žoga več časa v posesti nogometašev v vijoličastem. Ob spretnem poskusu v 63. minuti je Mezga že premagal vratarja, a je žogi pot v mrežo preprečila prečka. Med živahnim dvobojem niso ostali dolžni niti Ukrajinci in dvakrat zapored se je izkazal Handanović. Najprej v dvoboju 1-1 je ustavil Kubika. Nato pa odbil žogo čez prečko v poskusu Gomenjuka. Da je ostalo 0:0, si je največje zasluge prilastil drugi vratar moštva iz Kijeva, Reva. Saj v 74. minuti Mendy po kotu, ki ga je izvajal Mezga, dobro nameril z glavo, toda ni uspel premagati zadnje ovire pred golovo črto. Pa glede na to, da smo prvi polčas igrali v spremenjenem sistemu, smo se zelo dobro odzvali na igrišču, imeli več žogov v svoji posesti, s tem so prišle tudi veliko akcij. Kar se tiče drugega polčasa, pa škoda, ker nismo zadeli, ker res smo imeli lepe priložnosti. Me zdi celo, da je Mezga prečko zadel, tako da mislim nezasluženih 0:0. Mariborska zasedba ostaja v Moravskih Toplicah do četrtka 27. junija, ko se bo ob vrnitvi domov predstavila v Ljudskem vrtu. Ob 20. bo na sporedu tekma proti romunskemu prvoligašu Petrolulu.